Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ženske se najbolj obremenjujemo z dvema področjima. Ali sem dovolj lepa, ženstvena, samozavestna, torej vredna ljubezni in spoštovanja, in drugo. Ali sem uresničila sebe preko kariere? Kakšno je torej moje poslanstvo? Zakaj sem se sploh rodila? In poslanstvo je to morda opravljanje službe, ki ti omogoča preživetje? Ali so poslanstvo vse naše skrite želje, ki čakajo, da jih uresničimo, da bi seveda živeli bolj srečno, polno in zadovoljno? Če živiš svoje poslanstvo, potem si res ženska v svoji moči, postavljena, samozavestna. Navsezadnje tudi privlačna sebi in drugim. O poslanstvu in ženski energiji ter prebujanju ženske energije se bom danes pogovarjala z Jyotis svetovalko in zdravilko ženske energije Tino Orov, ki za nas posreduje tudi mesečne energijske napovedi. Tako da, če še niste preverili februarskih energij in vas to seveda zanima, se lahko torej odpravite tudi do konca meseca, kam lahko greste, kaj vse lahko doživite na naši spletni strani klepetobkavi.si pod zavihkom Glej oddajo Energija meseca februarja. Tina, lepo pozdravljena. Evo, spet sva tukaj. Zdaj, danes sem te povabila predvsem s tem razlogom, ker imaš za nas ful novih informacij. Nekam bomo lahko šli, ogromno lahko zvemo o sebi in nasplošno odkrijemo torej žensko o sebi. Torej 3 orang velike stvari pripravljaš, celo 4. Najprej greva, če greva kar začeti s tem, torej s poslanstvom. To je stvar, ki sem že v uvodu povedala, da nas res vse zanima. Mi, da so prej še torej za kamerami govorili o tem, da v bistvu dejansko si rekla, da vsak človek torej se enkrat sreča s tem vprašanjem, ne? Dobro vprašanje si povedala, zakaj sem sploh rojen. Tu mislim, da se čisto vsak prej ali slej vpraša. Mogoče nekdo, ko je bolj napreden, se vpraša že v osnovni šoli, v srednji, potem pa prvič, ko gremo delati, ne? Se verjetno nekdo že vpraša, kje sem dober, ker jaz poslanstvo tako razlagam, ne. Včasih so človeka poslali na misijo. Niso ga poslali, če so vedeli, da ne bo dober. Se pravi, da je povezano s tem, kje sem dober. In tle, kamor si dober, ti tudi srce poje ponavadi. In delaš tu brez napora. Tudi če delaš izven 8 ur, ni problem, ker ti srce zraven poje in te v bistvu to delo še napolni. Zato bi jaz rada, da ljudje tu začutijo, da ni delo samo delo za denar in na koncu zboleti in biti sploh ženska ko en moški, ne? Ker jaz pač sem videla, ne? Ker so ženske hodile k meni na svetovanje, jaz sem bila na isti poti, ne mislim nič zdaj kriviti koga ali pa kazati, jaz sem boljša, sploh ne, jaz bi isto bila na isti poti, če ne bi tega poznala. Ratamo skoraj moški, ne? S tem hitrim načinom življenja in s temi vsemi obveznostmi, ki jih imamo, nimamo časa, da bi sebe negovali. Zato pač imam jaz vse te različne programe, ki sem jih naredila prav za ženske, da tudi ugotovimo, zakaj smo bili rojeni in da pridemo v svojo moč. Ja, 3. marca organiziraš torej brezplačni webinar torej na temo poslanstva, zdaj me pa nekaj zanima. Zdaj, a se ti zdi, da če je človek srečen v službi, da ima recimo temu občutek, kot da ne prihaja delati, a je to v bistvu že nek odgovor, da si na pravi poti? Si našel, je to tvoje poslanstvo, torej če ne čutiš tega pritiska, kako v bistvu človek ve, da ni našel svojega poslanstva na drugi strani? Kako bi ti to v bistvu razložila? Ker ni srečen. Ko prije domov mu dela tako, ni srečen. Ker če ti neki lahko jaz iz moje izkušnje povem. Jaz bi Jyotis svetovala lahko tudi o polnoči. Lahko bi v bistvu sploh ne bi nehala, ampak vem, da energetsko tu ne bi šlo čez. Bi se prej slej sesula. Ampak jaz bi lahko tu delala do nemoglosti, ker mi je tako lepo. Sam pa, ker želim biti spočita in želim osebi na drugi strani čim več dati, pač sem toliko odgovorna, da pazim, da sem res spočita za vsakega, ne? Za vsako osebo, ko pride na drugo stran. In se res pazim, da sem tudi energijsko spočita, ne? Ker če ne, včasih tu je tak študij, ki v bistvu se ne konča, ne. Jaz bi lahko tu brala literaturo in pa bi še nekaj odkrila, pa še nekaj, pa še nekaj, pa še nekaj. V bistvu se sploh ne konča. Zato je fajn, da znamo mi sami se potegniti nazaj, ker je nekaj lepo, ampak tudi igrati se ne moreš do nemoglosti, ne. Tudi otrok bo prej slej zaspal in pade dol, ko so majhni. Ne bo mogel se non-stop igrati. In tako smo tudi mi, rabimo ta reset. Kaj pa izgorelost, ne? Je to en tak alarm, da se je treba ustaviti, pa mogoče res začeti? Tu je v bistvu že hujše kot alarm, tu je že prekasno. Mi bi mogli že prej čutiti tiste mičkene
Recimo pri Ki ženskah... jih večina ignorira, ne? Ja, točno tu. Ja. Pri ženskah vidim je problem. Dostikrat pride bolečine, recimo močni glavoboli, bolečine v maternici, bolečine v jajčnikah. Pridejo celo kakšne ciste lahko. Tu so vsi pokazatelji, da nekaj ne štima. Potem dobro, tisti majhni prehladi in viroze, tu je itak, ne, tudi. Ampak govorim naprej, ker je še hujše, ne, da pride do neke ciste ali pa do še hujše bolezni. Je vse, tu pač v bistvu mi telesa nismo poslušali in zaradi tega ne Vseh more... signalov, ne, že nismo. prej. In zato pol on ne more pa na tak način pokazati, da ustavi se. Zato tudi zdaj, ko imamo to korono, smo lahko ful hvaležni, ker katera oseba je zdaj, kar se zdravstveno tiče, se ful bolj pozdravlja. Je prišla k sebi, nekom je zdaj videla, kako je bila izgorela. Ok, to se strinjam. Po drugi strani ne, so pa zdaj tako kaotični časi, tako pravzaprav nestabilni časi, da ne vemo, kako bomo jutri. Ogromno ljudi je ostalo brez službe. Ogromno ljudi nima možnosti, da bi sploh delalo. Torej je zdaj recimo en tak čas, ko res lahko najdemo svoje poslanstvo in štartamo z nule. Ampak tu je super. To je super. Mi smo lahko hvaležni tem obdobju, da nas je postavilo pred dejstvo, nehaj delati, ko se razdajaš, nehaj delati tam, za kar nisi dober, ampak pejdi nekam, kamor si dober in kamor ti bo srce pelo. Je težko, ker so položnice in je vse treba plačati. Ampak ljudje, če saj mičkano vejo, ki so dobri, bodo lahko to hitro, bodo hitro najdi, ko službe so. Ljudje imajo potrebo po delavcih. In če ne drugega, lahko se tudi vsak sam zaposli, danes ni problem. Če nekaj znaš, se da. Imaš lahko ročne spretnosti, lahko slikaš, lahko poješ. Niso zdaj več tisti poklici, ko so bili včasih, da si bil sam v pisarni pa šel tja in neke liste prekladal. Tu pač ni več tako, kot je bilo. Ne? Treba pač gledati širšo sliko. Zdaj na webinarju seveda jaz verjamem, ne, da ne boš mogla, torej, ker že prvo si imela čist naval na njo, ne, zato si verjetno zdaj zorganizirala še drugo. Tukaj ne bo možno osebnih vprašanj v smislu, daj mi povej, ne, kam bom zdaj, kdaj bom službo zamenil, pa kaj me čaka, pa šola, to verjetno ne gre tako, to predavanje bo na splošno. Ker je seveda za širšo množico, ne? Noter bo lahko 100 ljudi naenkrat, tako da ko bo več, bom jaz že ustavila prijave. Predavanje bo na splošno, tako kot se zdaj mi dve pogovarjamo. Jaz bom povedala še par ved od Džotiša, takih stvari, ki je fajn, da ljudje vejo, kaj pomeni sploh. Kako so včasih gledali na to poslanstvo, ker smo mi malo izgubili to nit zdaj, ne, v tem modernem svetu, ampak vseeno mi zdaj tle živimo. Nismo 5000 let nazaj, zato bi jaz rada, da se tu na moderen način pove. Ker jaz želim, da smo v stiku s sedanjim časom, ne, da hrepenimo po 5000 let nazaj, ker tu je že bilo mimo, ker mi smo z razlogom zdaj v tem času tukaj. In ga moramo res izkoristiti, kolikor se da. In to je tu, ne, tako da tu bo predavanje čisto res na splošno. Povedala bom po znamenjih, tisti, ki vejo, kaj so po Džotišu, bom povedala, kaj je za njih naj bi bilo recimo poslanstvo, ampak tu je spet na splošno. Za vse dvojčke, za vse bike, za vse, kaj je poslanstvo. Ni pa tu zdaj individualno. Oseba, ko bi rada individualno, mora priti k meni na svetovanje, da pogledamo globje, ne, in širše. Tisto je pa potem tisti tvoja koda, ki je bila v času, ko si se rodil, ki je naredilo džink, ko se človek rodi, in tisto je tvoje. In to je meni ful fajn, ker ni fascinantno. Da ko se ti rodiš, da imaš en tak zapis, ko ti lahko ful pomaga v življenju vse naprej. In to, zdaj me še zanima, torej poslanstvo razbereš izključno iz Džotiš kart, ali si pomagaš tudi z astrologijo? Kako je s tem čisto natančno? Ja, sej to je astrologija, ne. Poslanstvo je pač eno področje v karti, ker karta ima 12 hiš, ko se vidi v 10. hiši. 10. hiša, torej, ok. 10. hiša je tisto področje izpostavljeno. Zdaj si lahko tudi gledalci pogledamo, ne, torej posamezne hiše. In dejansko ti lahko človeku poveš, zakaj je rojen. Zdaj pa, a se ti je že kdaj zgodilo, da je pa rekel človek, joj, Tina, ampak to pa res nisem jaz, ne? Ali pa to pa čisto mim, to pa se nimam rok, da bi lahko recimo take stvari ustvaril. Kako je s tem? Skoraj vsak ta drugi tako reče. A res? Ja, zaradi tega, ker če tebe starši ne vzgajajo, pač oni nas vzgajajo, kakor ne znajo, ne? Ampak mogoče ne vejo, oni ne vidijo tega potenciala, ker pač z razlogom imamo take starše. Zato je pač na nas, da mi to ugotovimo. In če starši nikoli niso videli ali pa mogoče je živel v taki okolici, da ni bilo te možnosti. Bolj ko jaz povem, glej, ti bi pa mogel biti na odru, mogel biti pred kamero. A starši so ga pa zmeri
ne se izpostavljati, ne iti pred kamero, joj, tu je pa sam za une in ne vem kakšne ljudi. Ne. Ta človek bo mogel najprej to travmo počistiti, zato da bo lahko šel pred kamero. In pol, ko bo šel, ne, jaz rečem vsakmu, samo probi in potem mi pove, kaj se je zgodilo. In pol, ko pride ta človek pred kamero, mu začne srce peti, začuti vibracijo po telesu in on je drugi človek in vsi mu povejo, te nisem prepoznal. In tu je prvič v življenju izkusil nekaj, kar se mogoče veš, kako je bilo tebi, ko si šla prvič pred kamero. Wow. Še danes ne bom pozabila. Pa še danes to čutam, ne? To mi je najbolj fascinantno. Ja. Pa verjetno prvič je prvič, ne? Imaš malo tistega rešpekta. Tremo, imaš vse. Ja, no. In zdaj predstavljaj si človeka, ki je za to, a doma je bil pa čist drugače vzgojen. Ne, je škoda, da ne bi probil, je škoda, da ne bi, pa tudi če nikoli pol več ne bo. Saj ni treba zdaj, če pride probo, da more. Ampak mi se moramo igrati v življenju. Otroci, ne, ko so majhni, imajo različne igračke in se igrajo in ko mi je 11, mogoče mu bo lepa in bo rekel, to ne pomeni, da je zbirčen, ampak on proba izkušati to vibracijo. Otroci so še tako živi, da oni čutijo vibracije in vse. Mi smo pol tu z leti izgubili, ne? Ok, zdaj pripravljaš pa seveda, da gremečkam zamenjava temo in greva še na potovanje. Ja. Torej, odločila si se, da letos ženske verjetno, ženske, ne? Odpelješ torej k bogini in sicer na Ciper. Ja. Zdaj, datuma točnega seveda verjetno nimaš še, ne? Glede na situacijo, ampak odkje ti je sploh ta ideja in zakaj Ciper? Ciper je zato, ker je rojstni kraj boginje Afrodite. Jaz bi rada tja šla po poteh boginje Afrodite. Tam bi bili, mislim, cel program je tako narejen, da bodo tudi meditacije in mantre in energijske vaje povezane in tudi povezavi z Jyotish karto seveda, da bomo tudi šli do te najbolj znane skale, ker se je boginja kopala, ker tam baje se tudi taki lepi fotoni lepote notro v tisti vodi in legenda pravi, da če si tam vsaj 1 uro, da si lepši, ne, potem, kakor je bila boginja Afrodita. Wow, pa gremo lahko tja na lepotičenje, tudi med ostalim, ne? V bistvu lepše bomo pa še pol iz potovanja nazaj, ne? Verjetno pa napolnjene. Namen je pa, da ženska pride v svojo moč in da se povežemo med sabo in da ni samo potovanje, ampak da res še nekaj nadgradimo vse. Ok, torej to še ni vse. Ne? Ti si še bolj aktivna, jaz ne vem, se pravim, pri tebi je res korona, tako kot si reka, si lahko izjemno hvaležna, ker tebi se ideje pravzaprav rojevajo iz dneva v dan, ne? Ja, torej še v bistvu nekaj res. pripravljaš, 6-mesečno zadevco. Ja, 6-mesečni mentorski program Moderna čarovnica, 2 skupine so že, ena je že zaključena, ena je še na polovici. Imamo se zelo lepo, tu je program namenjen ženski, ki želi priti v svojo moč. Ženski, ki bi rada sijala in si brez slabe vesti vzela čas zase, kljub otrokom, kljub službi in ne vem, vsem obveznostim. Dobimo se online vsak drugi teden, tako da ni treba zapuščati doma, ni treba, je čist prilagojeno, ne. Bomo se videli tudi v živo, takoj, ko bo to možno, ampak zaenkrat je mišljeno online, zato da ni še dodatnega stresa za vožnjo. V glavnem, rezultati so izjemni. Prva skupina je, ženske so res prišle v svojo moč, se prelevile, drugo vibracijo imajo in predvsem tu ni tistega noter. Ne, ker če ti nisi v svoji moči, nam nekaj tako noter dela. In tu ni okej. Ker tu nam sporoča, da nekje Da se moramo premakniti, nekaj treba narediti. In pol pač 6 mesecev je kar pol leta, ne, to je kar doba in v 6 mesecih se človek res prelevi. Ampak moram pa poudariti, da to je verjetno seveda gre za veliko dela na sebi, ne? To ni samo, da te 2-krat na mesec vidijo mečka, ne? Ne. Je delo na sebi, jaz sem pač tle, ko pomagam, ko spodbujam, ko energetsko pomagam, da se oseba dvigne in pač to je tako spontano in tako sproščeno, da v bistvu se vse samo zgodi. Se ne samo, je ogromno dela od zadaj, ampak ni tu zdaj, da bo človek se bal, da bo kaj narobe. Tu je res lepo, taka res lepa, nežna energija. Ko se ženske povežejo v skupnost, pride še dodatna moč. Kaj pa bi rekla, da so najpogostejši razlogi, da se recimo ženska odloči? Ja, odloči se. Sprememba službe, ne vem, mogoče prekinitev partnerstva, ločitev, ne vem, kaj so tisti glavni? Vse tu je lahko, vse tu, ampak najprej, da se ti lahko sploh tu odločiš, moraš biti v svoji moči. Ker če ti nisi v svoji moči, boš ostal v nekem ujet v tem obdobju, v katerem se ne počutiš dobro. In v narekovajih coni udobja, ko ni udobje.
Ko ni udobno. In jaz sem pač tako videla, ne, jaz sem tako začutila ta program, ko prideš v svojo moč, lahko gore premikaš. Ampak zato je pa proces. Tudi jaz sem rabila in sem prehodila to pot, sem tudi jaz bila pri različnih mentorjih in na različnih delavnicah, da sem prišla v to svojo moč. No, seveda več informacij lahko dobijo na tvoji spletni strani. Ti in taj tudi tam se lahko seveda tudi prijavijo torej na novice, mailing listo, ne? In tudi kako lahko zdaj pristopijo, če gremo kar konkretno, torej vse tiste, ki jih recimo zanima zdaj najprej torej webinar, brezplačni webinar o poslanstvu. Torej, kakšen je postopek? Na moji spletni strani je vse objavljeno in tudi vodi lepo pod aktualno, drugače pa mi lahko pišejo mail na info@tinthai.si. tinthai.si. Tam naj mi napiše prijava na webinar in to je tu. No? In jaz bom pol odgovorila, če so noter še ali ne, če jih je več kot 100, pač bom ustavila prijave pa bom naredila potem še enega. No, spet še enega, ja. Tina, ti tudi seveda na spletni strani si nam dala vsem tistim, ki smo ferbci, ne, možnost, da ugotovimo, torej, kaj smo po Jyotishu, torej, kateri horoskop je naš, katero znamenje pravzaprav, ne. Kako si lahko potem s tem pomagamo? Torej, na webinarju bomo dejansko lahko že zvedeli potem nekatere stvari, ne? Ja, tu sem dala možnost, ampak sem dobila enih 600 povpraševanj, tako da nisem uspela še vsem odgovoriti. Odgovarjam počasi, se bom, ne, ampak vsem pa nisem še uspela odgovoriti, ker nisem niti v sanjah si predstavljala, da bo toliko ljudi tu zanimalo. Tako da sem bila res prav presenečena. Enim sem potem že na prejšnjem predavanju odgovorila, ostalim bom pa zdaj na novo. Tudi, tako da, kaj si lahko pomagajo, da vejo, kaj so po Jyotishu, ker po Jyotishu pride drugo znamenje, kakor pri klasični zahodni astrologiji. Ker gledamo bolj psihološko, no, gremo pogledati v človeka in je drugo znamenje. In dosti ljudi se tle bolj najde. Kakor ne tako pač meni ljudje povejo, saj ne vsi, ampak dosti, tudi jaz sem se tle recimo v Jyotishu ful bolj najdla, kakor po zahodni. Ker jaz tu gledam, kakor planeti pač na nas mečejo neko energijo, neko vibracijo. Kakor kadar je polna luna, ne, ali pa nekaj se dogaja z luno in smo malo taki razdražljivi. Tako se tudi planeti nad nami stalno premikajo in so, samo mi jih ne vidimo. Ampak oni so tam in so zmeraj v povezavi z nami. In zdaj je odvisno, kateri planet pride in kateri na nas meče to vibracijo. Tako da meni se zdi to en tak lep ples. Ful mi je zanimivo. In pol, ko jaz to prevedem, ne, v jezik, ne, v slovenščino, pride še lepše, ne, ko pol človek začuti, no, zakaj je bil poslan na svet, zakaj je njegovo poslanstvo, kaj mu je bilo dano Sibelko. A tudi obstaja, Tina, ne vem, kakšen planet, ki nam pa rad meša štrene, recimo, tudi če se zdaj zelo konkretno osredotočiva na poslanstvo. Je kakšno obdobje, ker recimo pa enostavno nam stvari ne more iti, ker je kakšen planet nad nami, ki nas mečko heca? Ja. Recimo eno obdobje je Sadesati, ko je tako malo težje obdobje, ko nam pač hoče naučiti manj več. Tukaj bi lahko bilo boljše, da počakamo z napredovanjem ali pa da celo zamenjamo službo. Ni pa nujno, spet treba pogledati res konkretno karto, ne splošno. Ja. To je ena stvar, potem druga stvar je obdobje Ketuja. Ketu je južni lunin vozu. Ko pride to obdobje v tranzitu nad nas, spet odvisno, če ga imamo v karieri, to planet, da ga imamo v 10. hiši, ni problem. Potem je super in se bo kariera lahko širila. Če pa ga imamo kje druge, je pa skoraj boljše, da se malo... Zdaj jaz pol tu povem vsakmu, na katero področje pade in kaj naj pazi. In tudi kdaj verjetno, ne? Potem pametno kakšno potezo narediti. Ja. Mislim, zmeri je. Jaz tako pravim, ne, Jyotish ni napovedovanje. Ti lahko zmeri narediš vse, kar češ, ampak s tem, ko veš, se boš verjetno drugače odločil. Tudi mogoče v enem obdobju so ti planeti mečkan bolj naklonjeni, pa imaš še mečkan pomoči od odzadaj, ne? Ja, in točno tu. In če tu veš, da zdaj 3 dni boljš, da ne, ali pa da veš, da je retrograden Merkur, boljš, da ne kupavaš njega računalnika, počakaj 3 tedne, ker za 3 tedne ni zdaj, ne, da je ne vem kaj. Tu je ena stvar, zakaj ne bi počakali. Pol, če veš, da imaš to obdobje Sadesati, ne boš verjetno 10 služb si dal, ne. Tako da, evo. Super, ja, hvala ti, na se vidi, spet nam je čas povozil, da bi lahko še 3 ure čakale. Torej, za kakršnekoli informacije, torej o Jyotish svetovanju, o brezplačnih webinarjih in podobnih stvarih najdete torej na Tinini spletni strani. Zdaj pa kaj ne rečem. Pejte se hitro učiti, da najdete svoje poslanstvo in seveda se osrečite od znotraj navzven.